In kot obljubljeno ob res častitljivi obletnici naše potujoče knjižnice, našega bibliobusa, ki je prav na današnji dan, če so moji podatki točni leta 74, prvič zakurbljal avtobus z nami v totem studiu. Ksenija Trst, dobro jutro. Dobro jutro, Toti radio. Dobro jutro. Torej, Ksenija je seveda ne samo za mene osebno sinonim oziroma najljubša knjižničarka, definitivno, hkrati pa seveda tudi pisateljica in med svojimi deli je spisala tudi knjigo posvečeno bibliobusu. Ampak Ksenija, če greva lepo po vrsti, 50 let. Ja, 50 let. Wow. 13. november. Neverjetno. Ja. In vmes se je nabralo ogromno. In kako je to bilo od začetka? Je bilo enako toliko postajališč kot zdaj? Kje vse vozite in tako dalje? Kako se je to razvijalo? Seveda ni bilo toliko postajališč. Dejansko so prva postajališča mariborskega bibliobusa, če med njimi tudi rečem Zrkovci, Dobrava, Marjeta, Dogoše. Dogoše, kaj nujno, pomeni Dogoše? Seveda. No, in to, in to pred hišo, kjer je živel en taki mali nabritež Dejan. Okay. Ja, potem Miklavž, Brunšvik, Spodnji Duplek, Rošnja, Prepolje so tudi zame. Ena taka točka, kjer sem se leta 1978 vpisala, postala uporabnica drugega bibliobusa. Sploh nisem vedela, da bom delala na njem. Ja, zdaj pa 32 let kasneje, ne? Ja, tako. Potem so bile Dvorjane, Zlatoliče, Zgornje Radvanje, Spodnje Radvanje, Dobrovce, Kaniža Podova, Sladki Vrh, Razvanje do Jurovskega dola, Benedikt, Dvoličina, skratka. Povsod. Ampak samo Dejan se je zmenil, da stoji pred njegovo hišo. Ne? Ja. Ja, tako je to bilo in je to, to se je bilo fajn, super je bilo. Trgovina je bila blizu, pa sta lahko po južno šla, pa to se veš. Ne? Ja, samo ne vem, takrat še ni bila trgovina. Ne? Ja, sveda je bila. Ja. Pa nisi ti tu pa tam kakšen sendvič prinesel? Tudi. Mali dejči. Pa babica mu je to pripravila in on je tako prišel s tisto babičino kartico, tako ponosno. In, ja se režiš ti. Dosti bomo zvedla. Ker povejte še. Povejte še kar. No, jaz vem, da je bil manjši od mene. Danes je malo to drugačne. Je pa bil ego njegov večji. Da, vedno. Take sorte intervju bo danes dobro. Ja, malo bo bibliobus je, hvala lepa, to je to. Ne, brez heca. Ogromno knjig je not in sama ideja bibliobusa je res vrhunska, da se leposlovje pa periodika prinese tudi tja, kjer pač včasih ni bilo tako dostopa. In ne samo to, tudi dobra volja. Dobra, to pa tako najbolj pomembno. Ja, in tudi objem. Ja, res je. In ima eno tako posebno energijo vseeno. Ja, imajo. To so tudi na Nizozemskem začutili leta 2001, ko smo bili s tretjim bibliobusom na tekmovanju in srečanju evropskih bibliobusov. Takrat smo postali najboljši bibliobus evropski. Wow. In to ne samo s samim vozilom, ampak dejansko s srčnostjo ekipe. Ja, no. Evo, dobro, zdaj vozilo, pač avtobus je avtobus, police so not pa knjige, ne? Ampak to ni to. Pleho, mi potujoči knjižničarji pleho vdahnemo dušo. Absolutno. In kar je fino je tudi to, da recimo imaš, mislim lahko tudi, če kakšne knjige slučajno ni, ker zdaj vse ne more biti vse skozi v bibliobusu, ne? Lahko naročiš. Seveda lahko naročiš. Sicer imamo na tem zadnjem četrtem bibliobusu je okrog 11,000 enot knjižničnega gradiva. To pomeni ne samo knjige, ampak tudi DVD, CD, periodika. In normalno, da nimaš vsega, da ne moreš glede na želje bralcev, zato se lahko tudi gradivo na samem bibliobusu naroči preko SMS-a, po klicu, potem tudi preko Facebook strani. To pač malo manj prakticiramo, ker enostavno se toliko tega nabere, da ne zmoreš niti fizično, niti časovno. Se lahko zgodi, da v roku enega meseca imamo takih naročil tudi do 3000. To je pa kar precej. Ja. Noro. Ja. Najbolj je zanimivo, ko ti sporočilo ali pa pošljajo SMS en dan prej, ne, za naslednji dan.
Tako da tudi Da za lahko lepo na brzino, ne? Ja. Ker nimate kaj drugega za delati, kot točno pač tako skrbeti. Ampak vredo, pač taki časi so, ljudje pozabljajo. Predvsem pa, kar je vredo v Bibliobusu in kar je recimo meni bilo vedno najbolj všeč, da včasih, veš, si prišel, pa nisem vedel točno, kaj bi. Ksenija je vedno imela vsaj 5 predlogov takih, da sem pol nazaj prinesel pa rekel, hvala lepa. Ne? Ja, pa kaj mi je preostalo drugega? Po prvem srečanju s tabo sem si jaz mogla neki prostor manevrski narediti. Ne? Je dosti bral? Zelo dosti, še bolje pa ga zanimalo to in ono in prav iskal je teme, s katerimi bi mene iznenadil. Če jaz vem, kaj ali ne. To znamo z igro. To se dogaja vsako jutro tukaj. Ja, prav iskal je, da prav tako tisto provokativno, ampak meni je bilo to všeč. Meni je bilo to všeč, vse dejansko, ne. Škorpioni smo take. Da vam je všeč to, ne? Tako da... 8 čez 8, prav danes praznuje naša potujoča knjižnica Bibliobus Abrahama 50. rojstni dan, zato z nami, lahko bi rekli na nek način, obraz, duša tega Bibliobusa, vsaj zame osebno, knjižničarka in pisateljica Ksenija Trsk. Ksenija, dobro jutro še enkrat. Ja, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. In prosim zdaj na tem mestu, če ne bi upoštevala vprašanj teh dveh tu zraven, ker so seveda... Ki so na mestu. Ampak po 50 letih je prav in edino pravilno, da je bil Bibliobus spoznan tudi z druge strani, oziroma da je Bibliobusu namenjena ena posebna nagrada. Ne? Ja, pa seveda, to je če omenim tisto mednarodno 2001, sedaj pa absolutno to nagrada mesta Maribor in to je to priznanje našemu delu in to ne samo tej ekipi, ampak tudi ekipam, vsem ostalim ekipam za nazaj v 4 Bibliobusih. Ja, no seveda nisi sama, v bistvu sta dve ekipi, ti in voznik Aleš sta skupaj. Tako, in Mojca in Igor. Tako, jaz bi pozdravil še Jožeta, ki je že v penziji. On je bil to moj najljubši šofer Bibliobusa. Ja, veš da? Najljubšega šoferja Bibliobusa. Seveda, se pa te moraš ti nimaš, ne? Jaz si po mojem mislil, ko si ti bil mali, pa si šel pol domov, hvala Bogu, ti mali vedlin je taksi. V končni fazi, če ne bi poznal najljubšega šoferja Bibliobusa, ne bi Bibliobusa bilo pred vašo hišo, ne? Tako, evo, to je A. In B, če ne bi bilo Bibliobusa, jaz nikoli ne bi recimo poznal knjige Nepremagljiva enajsterica. Ja. Zato se ti pa moram zahvaliti, ker to knjigo veš, da sem si velikokrat izposodil. In ne samo to, še svojemu sinu si jo predlagal. Absolutno, ker pač nadaljujemo tradicijo. Bibliobusarsko tudi v naši družini, ampak zdaj naslednjih 50 let, Ksenija, kaj bomo rekla? Ja, naj se nadaljuje vsaj tako, kot se do sedaj, s tem, da naj bo čim manj Bibliobus v delavnici za popravila, če pa še se tam pojavi, potem si želimo nasmejane mehanike. Ki hitro delajo, ne? Ker ljudje čakajo na knjige. Halo? Seveda, ja. Sedaj je tudi še problem, če voznika knjižničarja, ki sta tudi hkrati zbolita, tudi takrat ne moremo na terenu. Pa ne bi ti avtobus naredila pol še te izpit, kar sama peljala. Jo, ideja, nepremičnin že imamo dosti, ampak pa ruševin tudi. Da ne bi še enkrat, da bi to širili statistiko. Ne. Okay. Seveda, zdaj ti svoje spomine, ti spomini so strnjeni v knjigi Potujoči utrinki. Mimo grede, ko bomo seveda objavili tudi ta pogovor v naši audio špajzi na naših družbenih omrežjih, če boste od spodaj kaj pokomentirali, lahko to knjigo tudi dobite v nadaljevanju tega dne. Ksenija Trsk je seveda avtorica in z nami tukaj v studiu. Zdaj, če bi te vprašal, Ksenija, mi smo namreč danes izkoristili tudi debatno sredo na temo knjige ob obletnici Bibliobusa. Če bi morala predlagati eno knjigo vsem, da bi jo prebrali, katera bi to bila?
Mogoče bi rekla moji potujoči utrinki. No, name je čisto odkrito naredila en velik vtis Morska katedrala. Potem pa seveda tudi ta Parličeva Veter shoda. Pa še bi se kaj našlo, tako da nekako se skoraj ne morem odločiti za najljubšo knjigo. Res je, bi te pa še malo bi te popravila, ti si tam rekel, da bo knjiga v dar za komentarje, samo za en izviren komentar. Seveda, nekdo, ki bo, ne bomo 100 knjig dali, eno bomo dali, seveda. Glede na sledilce. Seveda, da ne bomo zdaj s kamioni vozili knjige, razvažali. Skratka, kar se knjige tiče, moram res reči, da mi je knjiga tista prioriteta pred vsako tehnologijo. Tu pa sploh ni dileme. Okay. Ali čitalnik, ali knjiga je zame knjiga. Ja. Ker je le fizično, sicer je logistično večja težava, ampak drugače pa, seveda ima nek svoj čar. Drugače zdaj, ko smo rekli, nova knjiga, če še to izkoristim, Ksenija Trs pripravlja novo knjigo, mogoče že? Ja, bo že išla letos. Zdaj, mislim, da bi morala nekje vsaj v decembru izid, malo zamujam jaz. Okay. Dejansko sem zamudila s tekstom, ker sem pač dala prednost ene določene naloge v knjižnici, ampak glej, se bo uresničilo. Dobro, komaj čakam, mimo grede, tako me bo Ksenija vodila 3-0, ker smo že imela veliko krat debato, da bi se moral jaz zraven spraviti, samo če s tem delaš, vse to ne moreš, vse to nimaš časa. To moraš vse popravljati, to moraš vse zadnji delati, vse ne moreš. Glej, s tema dvema, kolikor vidim, se ti knjiga sama piše. Vidiš. Lepa. Ja, Ksenija Trs, še enkrat vse čestitke za res krasen jubilej in krasno delo, ki ga upravljate. Večji vpliv imate na življenja ljudi, kot si morda znate predstavljati, bibliobusarke in bibliobusari. Tako da res še enkrat hvala lepa in dajte to še naprej delati, ker sej nagrade so fajn in priznanja in super se vidijo na steni, samo ni to glavno priznanje, ne? Glej, Dejan, pa se veš, potujoči knjižničarji smo posebna rasa knjižničarja. Res je. Ja, in to veš, naš DNK je v obliki pneumatike, naša krvna skupina je nafta, naše srce pa je v obliki knjige. Lepo. Kako lepo. Samo to v Lovrenc na Pohorje vozite, ne? Lovrenc, imamo svojo knjižnico. Ja, pa to ni isto, ne? Ksenija, hvala lepa še enkrat. Hvala za povabilo. Hvala.